Za časa moje sindikalne kariere sem srečal z ogromno nepravilnosti, kar se tiče delovnega razmerja. Ko sem zagrozil, da bomo to vse dali v javnost, da vidi, kako nam skrajša iz leta v leto naše delavske pravice, so pa me odstranili iz delovnega mesta, sem dobil odpoved iz krivdnega razloga. Seveda, sodni postopek traja predolgo, 17 mesecev za nekoga, ki dela, ki živi od plače, to je nepredstavljivo. Jaz mislim, da je potrebno ponovno vzbuditi razredno zavest pri delavcih, pri delavskem razredu. Preprosto iz razloga, ker se situacija vsak dan sproti slabša, je vse slabša, to se še posebej odraža zdaj v času epidemije. Kaj se dogaja? Imamo na eni strani določene ukrepe, ki so strogi za splošno populacijo, na drugi strani so delavci natlačeni v tovarnah, brez kakršnihkoli zaščitnih ukrepov. Torej dobimo jasno sliko, da kapitalu ni mar ne za javno zdravje in ne za svoje zaposlene. Naše delavske pravice so, ne bom rekel, niso samoumevne. Zato smo ustanovili Sindikat voznikov avtobusov Slovenije in za pomoč smo tudi povprašali Levico, da nam pride z nasveti, nas poslušajo, pomagajo nam, koliko lahko, in jaz mislim, da bo v bodoče tudi naše sodelovanje plodno. Eno od pomembnih nerazrešenih vprašanj v delovanju sindikatov v naši državi je vprašanje odnosa, relacije do političnih strank. Prepričan sem, da dokler ne bo tu na sindikalni strani neke reflektirane razrešitve tega vprašanja, kar pa pomeni vzpostavljanje strateškega zavezništva, nekega definiranega odnosa do tistega dela politike, ki je na strani dela, pomembnih premikov v položaju delavk in delavcev v Sloveniji ne bo, zato je to zavezništvo ključnega pomena za prihodnost. Živimo v času, ko so delavske pravice kot nekaj zastarelega, kot nekaj, kar je ostanek preteklega časa, kot nekaj, kar se ljudje sramujejo, ko govorijo, ko razmišljajo. In tukaj in zdaj mislim, da je zelo pomembno, da se torej v prvem koraku informira delavce in v drugem koraku organizira na podlagi informiranja. In v tem koraku, in prvem in drugem, je zagotovo zelo pomembna vloga Levice kot v bistvu politične, ne samo stranke, pa kot organizacije, kot gibanja, ki daje prostor organiziranemu glasu delavstva, da skozi to strukturo se tudi sliši, vidi na kakršenkoli že način organizirano tudi v prostoru, kjer se lahko oblikuje zakonodaja v korist delavstva, ne pa v korist kapitala. Položaj mladih je na trgu dela seveda izjemno slab. Poleg visoke brezposelnosti še prevladujoče prekarne oblike dela, ki pa niso problem samo mladih, ampak v bistvu vedno bolj vseh generacij in v vseh sektorjih. V naših raziskavah se kaže, da se samozaposleni sploh ne dojemajo kot ista skupina, razen v primeru, da imajo isti poklic pa isti pravni status. In takoj, ko nimaš recimo istega poklica, se te ljudje ne vidijo kot ista skupina. V družbi, ko tako časti neko karierno uspešnost, se dogaja to, da prekarni delavci tudi nočejo govoriti o svojih težavah, ker so preveč tabuizirane. In tukaj se pojavlja ta problem. In tukaj imamo pa nalogo in politika, in civilna družba, in delavci med sabo, da o teh stvarih govorimo in da probamo povedati ljudem, da niso sami. In to je tudi nek tak slogan, ki ga mi skozi uporabljamo, da si samozaposlen, ampak ne sam. Jaz mislim, da je naloga tako sindikatov kot političnih strank, da sodelujemo skupaj, da res ne prezremo nobeno kategorijo delavk in delavcem, da se zavzemamo za izboljšanje in dostojno življenje vseh in da seveda s tem tudi vrnemo zaupanje mladih v politiko, v to, da jih bodo politične stranke naslavljale, da ne bodo samo naslovljeni, ampak da bodo lahko tudi mladi sodelovali pri procesih odločanja. Z neoliberalno revolucijo konec 70-ih in začetek 80-ih je država podredila socialno funkcijo temu, da je začela ščititi neke ozke ekonomske interese in počasi razgradila svojo demokratično reprezentacijo. Vsako leto Slovenija izgubi od 70 do 97 milijonov
dolarjev na račun izogibanja davkov strani multinacionalk. V tem primeru bi seveda bilo nujno potrebno, da Slovenija razmisli, kakšno državo želimo, če želimo socialno državo, in ali želimo, da davki pomenijo za nas nekaj, kar prispeva k zmanjševanju neenakosti med državljani. Država postaja v neoliberalizmu ujetnica kapitala in način za emancipacijo srednjega in delavskega razreda je ekonomska demokracija. Mogoče najlažje je razumeti demokratično podjetje kot podjetje v lasti zaposlenih, kar pomeni, da imajo zaposleni pravico do dobičkov, pravico do vrednosti podjetja in konec koncev pravico do samoodločanja. Ekonomska demokracija naslovi veliko socialnih in ekonomskih problemov današnjega časa, naslovi neenakost v samem vzroku, torej decentralizira lastništvo kapitala in s tem v bistvu napade vzrok neenakosti tam, kjer je najmočnejši. Glavni del ekonomske neenakosti izvira iz neenakosti v lastništvu kapitala. Tukaj je tisto, kjer ima politika moč. In tukaj upamo, bomo v prihodnosti videli več strank, ki naslavljajo ta vprašanja v svojih programih.